Dobrodošli v vaji, ki je del celotne vaje, ki se imenuje odnos do sebe in do drugih. Povabim vas, da na začetku naredite, da takoj preidemo k delu, dve koloni, v kateri naredite dva stolpiča, v kateri napišete, pod enim stolpičem jaz in pod drugim stolpičem določite neko osebo, s katero imate v tem trenutku morda najslabši odnos ali pa je to neka oseba, ki vam je zelo pomembna v življenju, pa bi radi ta odnos izboljšali. Kakorkoli, lahko je to oseba na vašem, delovnem, področju, lahko je to oseba doma, kjerkoli pač to je, lahko je to sosed, partner, družinski član. Tukaj bom prikazala, nekaj sem dala idej, lahko sta oče, mama, partner, prijatelj, sodelavec, šef. Kogarkoli določite, je povsem v redu. Naredite dva stolpiča in pripravite, nekje mogoče 5 vrstic v vsakem stolpiču oziroma odgovorili boste na 5 vprašanj in tisto vprašanje, kjer poznate odgovor, naredite kljukico, kjer niste prepričani, naredite krogec in, križec pa pri tistem vprašanju, kjer odgovora ne poznate. Odgovarjate najprej zase in potem za to osebo, katero ste si, pripisali zraven. In sicer je prvo vprašanje: ali poznam svojo preteklost? In če jo poznate, naredite kljukico, okej. Pri drugi osebi je ravno tako enako vprašanje, ali poznam preteklost te osebe, kdorkoli pač to je, šef, sosedja, partner, partnerica, kdorkoli to je. Nekdo, s katerim niti nimate najboljšega odnosa. Naredite krogec, križec ali kljukico. Drugo vprašanje: kaj me je najbolj prizadelo? Ali vem zase, kaj me je najbolj prizadelo? Kaj je moja oziroma katera je moja najgloblja bolečina? Narediš kljukico, krogec ali križec. Enako velja za to drugo osebo. Ali vem, kaj je oziroma katera je najgloblja bolečina te osebe? Naredite ustrezen znak. Okej, tretje vprašanje: morda se zavedam, katere preživitvene tehnike uporabljam sama. Kaj je tisto, s čimer se branim, s čimer skušam preživeti? Katere tehnike preživitvene uporabljam? Enako velja, tretje vprašanje, za to drugo osebo. Se morda zavedam ali vem, katere preživitvene tehnike uporablja ta druga oseba. Okej. Četrto vprašanje: ali delujem iz strahu ali iz poguma? Ali vem, če delujem iz strahu ali iz poguma? Označite križec, kljukico, krogec. In enako vprašanje za drugo osebo: ali morda vem, če ta oseba pogosto deluje iz strahu ali pogosto iz poguma? Okej, in peto, zadnje vprašanje: ali delam na sebi na način, da raziskujem lastne veščine, lastne dragulje za svoj odnos, boljši odnos do sebe in do drugih. Torej, ali delam na sebi zato, da raziskujem veščine za boljši odnos do sebe in drugih? Naredite kljukico, križec, vprašaj ne bo, kljukica, križec ali krogec. In enako velja peto vprašanje za to osebo: ali vem, če ta oseba raziskuje sebe, raziskuje svoje veščine, vrline za boljši odnos do sebe in do drugih. In sedaj, ko imate označeno, ko ste odgovorili na vseh 5 vprašanj, vaja je sicer bolj kompleksna in bolj globoka, ampak za prvi vtis, za neko prvo jasnost pa je teh 5 vprašanj, čisto dovolj. Poglejte, koliko veste o sebi, poglejte, koliko poznate drugo osebo. Na koncu ugotovimo, če smo iskreni do sebe in če smo iskreni tudi do te osebe, katero smo opisali. Na koncu ugotovimo, da smo enigma sami sebi in normalno potem, da je tudi enigma oseba na drugi strani, s katero se ne razumemo. In potem se vprašam,
legitimno, koliko v resnici poznam sebe, koliko v resnici poznam to drugo osebo. Te dve vprašanji naj vam bodo vodilo za to, da naslednjič, ko boste v odnosu užaljeni, ko boste hitro nekoga razvrednotili, etiketirali, ogovarjali, ko se boste sami počutili nejevoljno, nevredno v odnosu, se malce vprašajte, zakaj. To se zgodi takrat, ko svoj daljinski upravljalec kot simbol, v katerem so čustva, predamo drugi osebi. Takrat vzamemo vse zelo osebno. In ravno tako tista oseba. Zato vas povabim, da začnete spoznavati svoj daljinski upravljalec, katere gumbe ima, zato da vam drugi ne pritiskajo na njih in zato samo, da vi lahko upravljate z njim.